Spoštovane gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. V občini Šmartno ob Paki je v teh dneh zelo veselo, saj je občina 11. novembra na god svetega Martina obeležila tudi občinski praznik. Ob tem so pripravili številne dogodke, ki nam jih bo predstavil župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, ki ga pozdravljamo v studiu. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Gospod župan, preden se dotakneva prazničnih tem, pa me zanima, kako bi takole ob občinskem prazniku ocenili preteklo leto. Ja, zadnje leto je bilo zelo naporno v znamenju poplav, to, kar smo povedali tudi na slavnostni seji, leto po poplavi, mnogo stvari, ki smo pričakovali, da se bodo zgodile, se žal niso, tako da je pravzaprav celotno leto potekalo v tem znamenju. Pričakovali smo, da se bo res tudi za poplavljence naredilo več, da bomo več sanirali, nažalost pa zaradi birokratskih ovir oziroma pač tudi zaradi države ti postopki niso tako hitro stekli, kot bi si želeli. Seveda bova en del današnje vdaje namenila tudi popoplavni sanaciji oziroma pogovoru o tem, ampak vseeno na slavnostni seji ste rekli, da je bilo leto tudi uspešno, recimo vino je letos bilo zelo kvalitetno, pa praznik praznujete takole na dan, ko je noč daljša od dneva, in to pomeni tudi, da se določena opravila tudi nehajo in prične veselje. No, zagotovo naš občinski praznik nekako konec spravila pridelkov, se pravi, letina je znana, pravijo, da je bila, vsaj vinogradniki pravijo, da je bila letina dobra, čeprav količinsko bolj skromna, pa vendarle kvalitetna. Tudi sicer mislim, da letošnje leto, kar se vremena tiče, da smo lahko zadovoljni, mislim, da tudi na splošno v kmetijstvu dobra letina. Seveda tudi nekaj, bom rekel, uspehov oziroma tudi nekaj dobrega tudi v občini, kar nekaj smo postorili, nekaj pa prihranili sedaj tudi za ta jesenski čas, tako da kakorkoli vzamemo, leto je minilo, moramo se veseliti tistega, kar nam je uspelo, seveda pa tudi biti kritični do tistega, kar nam ni oziroma kar smo naredili morda malce slabše. In tako ste na osrednji slovesnosti preteklo leto ocenili oziroma zaznamovali z enim stavkom: čas po poplavi. Ja, res je. To je zaznamovalo to zadnje leto, od tega ne moremo nikakor se odmakniti. In še ena stvar, ki je v naši občini posebej zaznamovala to zadnje leto, je pa prenova občinske uprave, kateri smo pravzaprav že pristopili kar nekaj časa, takoj po lokalnih volitvah zadnjih, potem pa tudi verjetno te poplave nekako pospešile to obremenitev mojih sodelavk, sodelavcev, tako da smo morali pravzaprav na novo nekako resetirati upravo. Imamo sedaj kar nekaj novih mlajših sodelavk in verjamem, da je to sedaj pomeni ta nov elan, nov zagon za prihodnje obdobje in se ga nekako veselim. Sicer je v tem obdobju pomenilo to precej več dela, tudi sedaj še verjetno to uvajanje, spoznavanje z vsem tem, kar se dogaja na občini, ta proces še traja in bo še trajal kar nekaj časa, ampak vendarle to je sprememba, to kaže se pozitivni učinki in verjamem, da bo v doglednem času občina ponovno funkcionirala tako, kot mora. Verjetno pa ste deležni velikih pritiskov tudi občanov, predvsem tistih, katerih hiše so bile poplavljene, in takih je v šmarški občini kar nekaj. Ja, seveda so ti posebno poglavje in razumem njihove stiske. Na spisku imamo v tem trenutku 34 objektov za preselitev, govorimo o stanovanjskih objektih, to pomeni tudi toliko ljudi in toliko različnih zgodb. Vsak ima svoje probleme, svoje težave, tudi rešitve vidijo na različne načine in zagotovo ni lahko biti v njihovi koži. Dolgo že to traja, več kot eno leto so že nekateri, ki se nažalost niso mogli vrniti na svoje domove, so pač v nekih najemniških stanovanjih oziroma kje pri sorodnikih. Ti sigurno so na najslabšem. Tisti pa, ki so se vrnili v svoje domove, pa strahom opazujejo
dogajanja, predvsem vremenske napovedi, vremenska dogajanja in seveda jim ni lahko. Poleg tega seveda vsi ti procesi, ki trajajo, sedaj so nekako v teku ocenitve njihovih objektov, sklepe za odstranitev so že prejeli, prej seveda vsa potrebna opravila, ki jih je morala opraviti Državna tehnična pisarna in pristojni na nivoju države, tako da sedaj seveda se ta nekako težišče tega dogajanja prenaša na občino, kjer pa nažalost ne morem nekako biti zadovoljen s tem, kar smo v tem letu, ko smo res veliko naporov vlagali za te nadomestitvene lokacije in žal nimamo še kaj pokazati. Pri nekaterih postopkih smo bili že kar daleč, pa potem naknadno se pokazalo, da je to še vedno poplavno območje. Je pa dejstvo, da tem ljudem, ki se bodo selili, je potrebno zagotoviti nadomestitveno lokacijo, ki je absolutno varna. To pomeni, da ni poplavno ogrožena oziroma da je ta ogroženost nična in pa da ni plazovit teren oziroma da je geološko poročilo takšno, da je seveda tam možno varno zgraditi objekt. To so izhodišča, potem pa seveda vse nadalje, da postane oziroma da je zemljišče zazidljivo oziroma da postane zazidljivo, to pa vemo, kakšni postopki so, koliko soglasje je potrebno, da se to zgodi. To so dolgotrajni postopki in nažalost sicer nekaj seveda se dogaja na tem področju, teče pa vse zagotovo prepočasi. Koliko denarja pa ste prejeli od države? Zato, ker nekatere občine pravijo, da denar priteka prepočasi in to je predvsem v manjših občinah velika težava. Nekatere so zato že insolventne. No, pri nas nažalost tega problema ni. Zdaj sem rekel nažalost, zato ker pravzaprav mi smo prejeli od države 2,7 milijonov predplačila za obnovo občinske infrastrukture, tiste, ki je bila poškodovana, in za sanacijo plazov. Pridobili smo že kar veliko, lahko rečem, veliko dokumentacije, za katero pa nažalost še kar nekaj nimamo soglasij Državne tehnične pisarne, kajti oni to morajo revidirati. Na drugi strani smo ene 3 plazove res zaključili, porabili smo za dokumentacijo in za vse te aktivnosti približno 600 000 evrov, smo pa v zadnjem mesecu podpisali še 7 pogodb za dober 1,5 milijona. Izvedbe, nekatere so se že pričele, nekaj bo se v teh dneh, tako da bomo, bom rekel, veliko večino tega denarja do novega leta porabili. Na drugi strani pa naj bi bil ta denar po besedah pristojnih na državih pismenega, bom rekel, navodila ali nekega pismenega dogovora o tem nimamo, bi pa naj del tega denarja bil tudi namenjen za nakup zemljišč za nadomestitvene objekte. Tu sedaj smo v fazi priprave pogodb, neke parcelacije so bile izvedene, sedaj pogodbe, cenitve imamo napravljene, tako da bomo večino tega denarja do novega leta porabili oziroma imeli rezerviranega za podpisane pogodbe, potem pa seveda nadaljujemo sanacijo, kajti s 40% ocenjene škode na infrastrukturi seveda ne moreš sanirati 100%, ampak lahko le določeno. Po prioritetah to delamo in pričakujemo, da bomo iz tako imenovanega rednega programa pa potem nadaljevali v prihodnjem letu tudi te sanacije občinskih cest in pa plazov. Glede na to, da ste rekli, da je za odstranitev zaenkrat namenjenih 34 hiš oziroma domov, kjer ljudje ne morejo ostati na starih lokacijah, koliko teh novih zemljišč pa ste že pridobili, da so res varna? Torej imamo za zemljišče pri osnovni šoli, že imamo ta potrebna dovoljenja, smo v fazi sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta, smo v fazi nakupa zemljišča. Tukaj pravzaprav vidimo nekako najdlje opravljeno pot.
Seveda je sedaj eden izmed pogojev tudi, da že natančno določimo, na kateri parceli bo kdo izmed poplavljencev, kajti to zemljišče bo namenjeno izključno njim, nikomur drugemu, in pa z tem aktom moramo istočasno tudi predvideti, seveda v doglednem času, potem tudi odstranitev objekta na tej, bom rekel, poplavljeni lokaciji oziroma odstranitev starega objekta. Torej, pravzaprav moramo imeti že znane, če rečem, kupce oziroma znane preseljence, poplavljence, ki bodo zasedli mesta znotraj tega OPPN-ja, in to nas čaka v prihodnjih tednih, da to nekako spravimo pod streho, da dobimo konkretno, kajti sicer ne vem, kako bo s sprejemom tega akta. In seveda si vsi želimo, da v prihodnjih mesecih, ko lahko zapade večja količina padavin, da se bo to zgodilo v čim manjši meri. No, sigurno si vsi želimo lepega vremena, bom rekel, suhe, mrzle zime, da bomo lahko tudi delali, sanirali oziroma da bodo gradbinci lahko opravljali svojo dejavnost. Vreme je sigurno pomemben faktor v teh dogodkih, je pa treba povedati, da vendarle tako hitro vse ne bo šlo, da so še kar zapleteni postopki in da še bo kar nekaj časa trajalo, da bodo ti, ki so določeni za preselitev, da bodo na varnih lokacijah. 7. oktobra pa je potekala 11. redna seja občinskega sveta občine Šmartno ob Paki. Na njej ste sprejeli kar nekaj pomembnih točk, med drugim tudi rebalans proračuna. Zakaj je bil potreben? Torej, rebalans proračuna za letošnje leto je bil pravzaprav storjen samo v nekaj točkah, če tako rečem. Tudi glede na dogajanja po poplavah, za nakupe teh zemljišč smo morali uvesti v proračun, kajti tega prvotno nismo imeli načrtovanega. Potem za gradnjo kanalizacije v Rečici ob Paki, za namestitev sončnih elektrarn, za katere pričakujemo v naslednjih dneh, da dobimo strani Mopeta zeleno luč. Torej, le nekaj, bom rekel, lepotnih popravkov, ki omogočajo izvajanje javnih razpisov oziroma da imamo opredeljena potrebna sredstva za izvajanje nekaterih investicijskih nalog, ki smo nekako bili tudi na razpisih uspešni in jih želimo še v letošnjem letu pričeti. To je bila glavna poanta rebalansa in verjamem, da bomo tudi na ta način uspeli realizirati proračun. Ne smem pozabiti tudi na potrebno zadolževanje. Tudi to smo sprejeli z rebalansom za potrebe gradnje kanalizacije v Spodnji Rečici. Katere projekte pa boste vključili v rebalans za prihodnje leto? V proračunu za prihodnje leto pravzaprav bo zopet imelo posebno poglavje sanacije, se pravi po poplavah, potem potrebni prostorski akti in aktivnosti v zvezi z preselitvijo teh občanov, potem kanalizacija Rečica ob Paki, ki bi pač glavnina vseh del, res da smo že pričeli nekaj letos, drugo pa naj bi se potem glavnina izvedla v prihodnjem letu, in pa računam, da bomo tudi na cestnem področju nadaljevali ta trend, ki smo ga nekako letos zastavili, predvsem sanacije občinskih cest. Upam, da bo tudi kakšen makadamski odsek, ki nam predvsem v hribovitem področju ob neurjih povzroča veliko škode oziroma veliko preglavic povzroča to, da bomo uspeli preplastiti z asfaltom, da bo odporen tudi na te vremenske situacije. Koliko cest pa teče skozi občino Šmartno ob Paki? Približno koliko kilometrov? V občini je približno 65 kilometrov lokalnih cest in javnih poti, ki so kategorizirane. Poleg tega seveda še enih 30 kilometrov nekategoriziranih občinskih cest. Tako da to cestno omrežje pri nas je kar gosto. Vemo, da imamo praktično poselitev po celotni občini, povsod so hiše, tako v hribovitem delu kot tudi v ravnini. In dejstvo je, da so te ceste po kilometrih, bom rekel, kar dokaj
obsežne, je pa res, da so pa ceste za sedanji promet dokaj ozke oziroma preozke in tukaj seveda z vsako rekonstrukcijo, z vsako sanacijo težimo k temu, da tudi ceste, kolikor dobimo soglasje seveda lastnikov zemljišč, da jih tudi nekoliko razširimo. Verjetno pa si želite več kolesarskih povezav? No, kolesarsko povezavo, pravzaprav glavno navezavo na slovensko hrbtenico ali pa kakorkoli vzamemo, torej proti Hudi Luknji, proti Dravogradu, je Šmartno dobilo letos, to se pravi kolesarska povezava Velenje-Mozirje, gre skozi našo občino, zagotovo pridobitev, ki pa bi zagotovo po mnenju mnogih rabila še določene izboljšave, določene popravke, tudi morda ki je kako spremembo trase. Vse to smo nekako, ker gre za državno kolesarsko pot, posredovali naprej in pričakujemo, da bo v naslednjem obdobju tudi na tem področju se kaj izboljšalo, kajti občina za gradnjo kolesarske povezave torej zaenkrat nima potrebnih sredstev. Če se vrneva k seji, torej znana je tudi nova višina povprečnine za prihodnje leto, znesek je dobrih 770 evrov. Kako ste s tem zadovoljni? Torej, seveda gre za, mislim, da okrog 45 evrov povišanja povprečnine ali glavarine, kakorkoli jo imenujemo, in to se zagotovo pozna. Zdaj pa, ko pa pogledamo v to procentu, je to recimo 6%, 7% povečanja. Vemo pa, kaj se dogaja s plačami v javnem sektorju, da se bodo v prihodnjih, da so se že nekaterim skupinam povečale in da se bodo v prihodnjem letu znova povečevale. Tako da pravzaprav na eni strani pozitivno povečanje povprečnine, na drugi strani pa seveda bojazen, da bodo vso to povečanje pač pojedle, bom rekel, plače javnih uslužbencev. Tu niso samo uslužbenci oziroma tisti, ki smo zaposleni na občini, pač pa tudi v javnih zavodih, v šoli, vrtcu, v mladinskem centru, pa seveda tudi pri ostalih izvajalcih, od zdravstva, sociale, tisti, ki so pač vezani na javnih sektorjih in jih posredno preko storitev, ki jih koristijo naši občani, nekako plačujemo, in seveda pritisk na te cene oziroma na te storitve zagotovo bo, tako da pravzaprav velikega efekta pri povečanju povprečnine ne pričakujem. Ja, vse se draži in na 11. redni seji ste obravnavali tudi ceno vrtca, ki se je spremenila v Šmartnem ob Paki. Ja, mislim, da okrog 4,5% povečanje cen vrtca v našem javnem zavodu, seveda to pomeni posredno tudi povečanje v zasebnem vrtcu, ki ima našo koncesijo. Zahtevek strani javnega zavoda Osnovna šola, pod katerega spada tudi vrtec, je bil celo nekoliko višji, z utemeljitvijo pač, da ravno to, kar sem malo prej govoril, o povečanju plač, o odpravninah, o pač stroških, ki nastajajo. Vemo, da tudi v zadnjem obdobju inflacija bila. Vendar moram reči, da tukaj moje mnenje je zelo deljeno oziroma sem v težki situaciji. Na eni strani seveda nisem nikakor ljubitelj povečevanja cen, zavedam se pač problemov, ki jih imajo starši pri plačevanju vrtca. Na drugi strani pa seveda, vkolikor bi javni zavod prišel v rdeče številke, se pravi posloval izgubo, je pa ustanovitelj, to pa je občina Šmartno ob Paki, dolžna pokrivati te stroške. Torej, svetniki so nekako na koncu se odločili, da podprejo to povečanje. Bomo pa zagotovo zelo pozorni, kako se bo gospodarilo v vrtcu in kako bo ta denar, seveda, ki en del, glede na odločbo o višini plačila, plačujejo starši, razliko do ekonomske cene pa plačuje občina, torej se je tudi občini na ta način povečala cena vrtca. Vrtec pa je bil pred kratkim tudi energetsko saniran. Ja, javni vrtec v Šmartnem ob Paki je pravzaprav, jaz mislim, da v tem trenutku eden najlepših tukaj v okolici. Najprej seveda
smo zgradili, to je bilo koncem leta 2021 smo začeli, pa potem zgradili prizidek vrtcu, potem pa takoj med počitnicami v letu 2022 nadaljevali tudi z energetsko sanacijo starega vrtca, obstoječega vrtca, tako da je pravzaprav celoten vrtec prenovljen. V letošnjem letu smo urejevali tudi zunanje površine, namestili peskovnik in eno večje igralo, morali smo zamenjati del zemljine, nekaj zasaditve, tako da pravzaprav vrtec je bilo kar nekaj vloženega in lahko rečem, no, moje prepričanje je, da je vrtec res lep, da so učilnice oziroma igralnice prostorne, velike, svetle, da je vrtec sodoben, da so sedaj tudi vsi pomožni prostori na voljo. Edino, kar je, bom rekel, verjetno še in problem oziroma nas žuli, je še kuhinja, za katero pa smo že pred časom pristopili k projektiranju, vendar potem seveda so poplave vse skupaj malo zavrle, tako da mislim, da naslednji korak v vrtcu, večji korak bo zagotovitev kuhinje. Kako pa je s šolo in številom otrok? Je dovolj prostora tako v vrtcu kot v šoli za vse otroke? Kar se tega tiče, teh vprašanj je bilo v preteklosti kar nekaj, sploh ko smo povečevali vrtec, pa tudi glede osnovne šole. Že pred leti je bila izdelana demografska študija, ki je pokazala nekako trend, kako se bo gibalo, bom rekel, rojstva, kako bo z mladimi v naši občini in bom rekel, zelo dobro, natanko, tako kot je bilo takrat pred kar nekaj leti, morda 10 let nazaj ali pa mogoče malo manj zastavljeno, točno tako ta trend gre, tako da prostora v vrtcu je dovolj. V zadnjem obdobju celo ena skupina manj, ampak nič za to, se pravi, imamo tudi zasebni vrtec, tako da prostih mest v vrtcu je dovolj in jih bo tudi, sem prepričan, naslednjih najmanj 10, če ne 20 let. V šoli je trenutno kar lepo število učencev, mislim, da okrog 340, bili smo tudi pod 300, ampak to pomeni, bom rekel, solidne razrede z takšnim številom učencev, kjer je pouk pravzaprav optimalen, da ni otrok preveč. Vemo, da pač to so skupine, kjer je pač podajanje znanja oziroma tudi disciplina in vse, kar sodi zraven, mnogo boljša v nekoliko manjših razredih. Tudi osnovna šola, se pravi, imamo 9 razredov po dve paralelki. Mislim, da bo to zadostovalo še kar tudi lepo število let, kar nekaj prostora je še tudi za, se pravi, da bodo večje skupine in mislim, da šola, kar se tiče prostorskih kapacitet, jih ima dovolj, seveda so pa drugi problemi glede energetske sanacije, glede vzdrževanja objekta, ki je seveda zdaj, mislim, da so tu bom rekel, temeljni objekt, pa potem prizidan tam leta nekaj po letu 70, pa potem po letu 2000 še enkrat prizidan. Seveda so kar že lepa leta, dotrajanost je in tukaj seveda bo potrebno pa iskati možnosti za naprej. Me ni strah za kapacitete osnovne šole, bolj bi si prizadeval, da bi kvaliteto izboljšali, se pravi standard samega bivalnih pogojev oziroma pač objektov. Čeprav vemo pa, da šola vendarle ni objekt, šola je predvsem vsebina in tukaj pa mislim, da imamo kar nekaj za postoriti. Torej so pa tudi določena dela v naslednjih letih predvidena na šoli, a ne? Absolutno bomo se prizadevali, sicer nekih načrtov v tem trenutku nimamo, bomo pa nekako sistematično pristopili, da bi tudi šola šla po poteh vrtca. Ena največjih investicij na področju občine pa je nov podhod pod železniško postajo. Zakaj je ta investicija bila tako potrebna? Ja, res smo si prizadevali za to investicijo. Zakaj?
predvsem, da je varen prehod čez železniško progo in to je najkrajša relacija med šolo, med športnimi igrišči in središčem Šmartna. Podhod je že uradno predan namenu, že bil nekako v začetku poletja. To je tisto, kar nas najbolj zanima in veseli. Seveda nas pa v istem momentu žalosti tudi vandalizem in vse to, kar se okrog podhoda dogaja še naprej. Namreč podhod oziroma železniško postajališče še ni končano. Tukaj sta glavna direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Slovenske železnice in pa seveda izvajalec. Kar nekaj problemov je. Čeprav denar je zagotovljen, kaj ne? Denar je bil zagotovljen v zadnjem obdobju, tako da sedaj ni več ovir, da se zadeva ne bi zaključila, vendar pa, se pravim, mlini v teh ustanovah mlejejo zelo počasi. Tako da sam sem bil prepričan in nekako napovedoval ta projekt kot vzorčen primer na tej savinjski železniški progi. Nažalost je vse prej kot to in nekako sedaj mi je prišlo na uho, da bi naj podhod bil dokončan šele nekje koncem marca prihodnjega leta. Pa dobro, če bo tudi takrat samo, da bi takrat res bil, da bi bilo tudi to, kar je poškodovano, nekako odpravljeno, da se uredi, da zaživi, da se namestijo tudi potrebni videonadzorni sistemi, da bo to potem funkcioniralo tako, kot je potrebno in da se ne nazadnje tudi prestavi postajališče vlaka iz sedanje postaje na to novo zgrajeno postajališče. Kar naj bi se zgodilo že do konca meseca oktobra, ampak kot ste rekli, se še ni zgodilo. Primere vandalizma oziroma posledice smo videli tudi na naših posnetkih že v mesecu avgustu oziroma poleti in tudi poglejmo, sedaj je bilo spet steklo razbito. Verjetno vas to zelo žalosti, ker se trudite za dobrobit občanov skupnosti. Ja, res je, to sigurno ni neko dobro ogledalo tistega, ki to počenja, niti ni dobro ogledalo naše lokalne skupnosti. Kar nekaj opozoril oziroma nekako korakov smo naredili v tej smeri, zaenkrat žal izboljšanja ni tudi ob zadnjem praznovanju občinskega praznika, se pravi še v tem tednu, v začetku tedna oziroma zopet poslušam, da se je nekaj dogajalo. To ni dobro, seveda, da kdo je tu odgovoren, starši, mladostniki, kaki drugi elementi, lokalna skupnost, šola, represivni organi, zagotovo vsak pomalo ali pač vsi skupaj nekako bi lahko pristopili k temu, da se to ne bi več dogajalo. Na drugi strani pa seveda že sama zavest, pripadnost in vse te vrline, ki nekako jih vedno poudarjamo, bi lahko povzročile, da bi z javno lastnino ravnali dosti bolj spoštljivo. Ne nazadnje, treba se zavedati, da do takšnih dobrin ni enostavno priti, najprej že skozi neko kolesje dokumentacije, administracije, potem pa tudi seveda zagotoviti denar za samo izvedbo in to niso majhna sredstva in res polagam na srce vsem, da naredijo vse, da bi takšne zadeve v bodoče preprečili. Pa veliko občanov uporablja prevoz z vlakom? V Šmartnem kar precej, nekako avtobus je lahko rečem, drugem planu. Že kar zgodovinsko smo se vedno vozili v šolo z vlakom, bodisi v Celje, bodisi v Velenje. Tudi ti delavski vlaki so in pa tudi ne nazadnje ostalo. Šmartno ima avtobusne povezave mnogo slabše kot pa povezave z vlakom. Tako da jaz mislim, da je za Šmartno vlak zelo pomemben in da se tudi uporablja kar dosti. No, urejena cestna infrastruktura je zelo pomembna. Nekaj sva že spregovorila o cestah, o investicijah, kar nekaj odsekov se je uredilo tudi v preteklih letih. Ali načrtujete kakšen večji poseg na infrastrukturi? No, nekaj na cestah se bo dogajalo tudi v okviru sanacije. Nekaj pravzaprav v teh dneh tudi začenjamo že, pa potem nadaljujemo, kot sem povedal. Imamo podpisane pogodbe, Veliki Vrh, Penk,
pa v Skornem, pa v Gorenju, tako imenovana tajna, tako da nekaj se bo na tem področju dogajalo. Me pa žalosti glede državnih cestnih projektov, pa tukaj ne mislim tretji razvojni osi, pač pa našega državnega cestnega omrežja. 3 projekte z državo nekako osnujemo oziroma se nam kar odmikajo, rondo oziroma krožišče v Gorenju, pa potem tako imenovani Drobničev ovinek in pa državna cesta skozi Rečico ob Paki. Povsod so neke ovire, država pa tudi nekako nima to pod tako visoko prioriteto, da bi k temu pristopili, ker odlaša se iz leta v leto, podpisane imamo sofinancerske sporazume, pridobivamo zemljišča, tudi občina je že s tem imela kar nekaj stroškov, žal pa se k tem ne pristopi in tukaj seveda smo tudi postavili vprašanje na Direkcijo Republike Slovenije za ceste, pa žal odgovora še nismo prijeli. Predvsem zato, da v občini zadržite mlade, pa tudi tisto predvsem delovno populacijo, pa je zelo pomemben tudi hiter internet in zato na področju območju tečeta 2 projekta izgradnje optičnega omrežja, pa če morda poveste še nekaj o tem. Ja, že pred 2 letoma mislim, da smo podpisali pogodbo z Rune in pa tudi s T2 o gradnji optičnega omrežja v naši občini. Rune naj bi pokrival tako imenovane sive oziroma bele lise, govorimo bolj o obrobju občine, o Velikem Vrhu, Skornem, Gavcah, Malem Vrhu, Slatinah, Podgori. Medtem ko naj bi T2 bolj središče, se pravi Rečica, Šmartno, Paška vas tukaj bolj, če rečemo, kjer je tudi ekonomska upravičenost večja. No, s T2 se zgodile težave, za katere nekako vsi vemo, sedaj tudi točno ne vemo, jih bo prevzel Telemach ali ne, ali kaj bo se zgodilo, tudi z deli so nekako začeli, pa potem tudi končali. Nimamo točnega podatka, kdaj bi naj nadaljevali. Se pa Rune sedaj nekako tudi dela aktivno, da bi tudi v Šmartni ob Paki pa v Rečici, se pravi tudi v tem delu, nekako gradil to optično omrežje. Vsekakor občina pravzaprav razen tega, da je podpisala pismo o nameri z obema oziroma pač nekako ohlapno pogodbo, sicer drugih obveznosti do njih nima, razen da jim dovolimo razne prekope cest oziroma tam, kjer je pač naša posega se v lastnino, ki opravlja občina. Seveda pa nekakor ne želimo, da bi, ne vem, v naselju Šmartno ali Rečica, da bi se podvajalo, se pravi, da bi se gradilo dvakrat, torej T2 in pa Rune, torej operaterji oziroma ti graditelji tega optičnega omrežja se bodo morali med sabo dogovoriti, da ne bomo, se pravi, dvakrat posegali v določene parcele. Vemo, da je to kar hud zalogaj, da pač lastniki tudi nekateri sploh ne želijo, nekateri pa komaj čakajo, da bi se tudi to optično omrežje do njihovega doma zgradilo in to je razumljivo tudi ta se pravi interes, ki ga zaznavamo na občini že več let, zato tudi na nek način to gradnjo optičnega omrežja podpiramo, ob zavedanju seveda, da pa so pri samih izkopih, pa pri samih posegih na zemljišča, tudi v cestna telesa, pa so kar veliki problemi, tako da bom rekel, s tem imamo kar precej dela tudi. In tudi kar nekaj časa trajajo ta dela. Ja, tudi v bistvu tako nekako kampanjsko potekajo, ko pridobijo služnostne pogodbe, potem se na tistem delu dogaja, malo pohitijo, potem ko pa teh služnostnih pogodb ni, ko kakšna trasa ni tako, bom rekel, dorečena, potem pa malo dela zastojijo. No, zaključili pa ste tudi 2 razpisa. En je bil za podeželje in kmetijstvo. Kaj je zajemal razpis in kako ste zadovoljni z razvojem kmetijstva v občini Šmartno ob Paki? Ja, kot sem že prej povedal, kadrovske stiske oziroma pač so nekako privedli do tega, da smo razpis za kmetijstvo objavili šele sedaj na jesen.
Morali smo sprejeti namreč nov pravilnik, na katerega se potrebuje soglasje Ministrstva za kmetijstvo in Ministrstva za finance. To smo nekako potem v jeseni uspeli pridobiti. Občinski svet je sprejel ta pravilnik, na osnovi katerega je bil objavljen tudi razpis. Zelo velik interes, kar mislim, da krepko preko 20 prijav bilo. Pravzaprav gre pa za vsebine iste, ki smo jih podpirali že v preteklih letih. Ne gre pa to za velika sredstva, približno 15 do 20 tisoč evrov iz občinskega proračuna razdelimo tem prosilcem. Kmetijstvo seveda je pomembno v naši občini, zaradi tega tudi namenjamo ta sredstva. Sicer vemo, da kmetijstvo je v domeni države, da subvencije oziroma vse to, kar kmetom pritiče, pa za mlade prevzemnike in tako naprej, da je to domena države, da torej kmetijstvo je bolj na plečih države, oni bolj podpirajo. Občina pa seveda, bom rekel, na nek način tudi moralno bolj kot finančno podpira to dejavnost. Seveda pa se želimo, in to ves čas poudarjamo, da je v Šmartnem ob Paki to sobivanje kmetijstva in pa ostalega prebivalstva, ki se pač s kmetijstvom ne ukvarja, da bi bilo to sobivanje čim bolj usklajeno, da bi kmeti razumeli ostale prebivalce oziroma obratno. Saj veste, ko se silira, ko potekajo določena aktivnosti, gnojenje in tako naprej, da povzročajo tudi se določeni stranski učinki, ki pač nekaterim niso všeč in seveda to je treba vzeti v zakup. Vendarle imamo lepo obdelano krajino in to je tudi dosti vredno, tega se na občini zavedamo, tako da z tega vidika zagotovo podpora kmetijstvu je. Želimo pa si to sobivanje zagotovo tudi imeti nekako kot dober cilj, da bo teh konfliktov, ki včasih prihaja do njih, čim manj. Zaključili pa ste tudi razpis za malo gospodarstvo. Ja, tudi tukaj iz občinskega proračuna nekaj sredstev, tudi bolj kot moralna podpora dajemo našim podjetnikom, predvsem manjšim. S tem razpisom podobno kot z kmetijskim, tudi v jeseni objavljen. Interesa je sicer nekoliko manj, vendar mislim, da bomo tista sredstva, ki smo jih v proračunu namenili, uspeli razdeliti, tako da bomo tudi malo nekako pokazali svojo naklonjenost in zavedanje, da je podjetništvo v naši občini pomembno. Zelo pomembna je pa tudi zdravstvena oskrba in zagotovo ste veseli, da ste spet pridobili pediatrično ambulanto. Ali še sprejema nove paciente? Ja, še sprejema. Pravzaprav smo imeli 2 leti nazaj v Šmartnem skoraj idealno urejeno zdravstvo. Imeli smo pediatra, pa splošnega zdravnika oziroma 2 splošna zdravnika, pa referenčno ambulanto, zobozdravstvo, laboratorij občasno, tako da vse je bilo. Potem pa je nenadoma morala pediatrinja oditi v Velenje, ker je pač tukaj nastala praznina in smo bili nekaj časa brez pediatra. No, letos spomladi je ponovno, sicer mislim, da 3 dni v tednu dela pri nas upokojena pediatrinja, ki je pred mnogimi leti v Šmartnu že delovala, tako da jo nekateri poznamo in mislim, da še ima prosta mesta in da to dejavnost ponovno imamo, kajti vmes smo zagotovili tudi zelo dobre pogoje za delovanje pediatrične ambulante, se pravi govorimo o prostorskih pogojih in bi bilo res škoda, da to ne bi bilo izkoriščeno. Tako da pediater v Šmartnu je pa res, da je veliko tistih, ki so bili s prejšnjo pediatrinjo, upisali otroke k prejšnji pediatrini, z njo odšlo tudi v Velenje, tako da tu je ta morda malce vakum, ampak mislim, da sedaj seveda rojevajo se novi otroci in da bodo ti upisani pa v pediatrični ambulanti v Šmartnem ob Paki.
Zagotovo izjemno dobrodošlo, da ima kraj svojo pediatrinjo. Septembra pa je varuh človekovih pravic Peter Svetina tudi v prostorih občine Šmartno ob Paki odprl tako imenovani varuhov kotiček. Zakaj je ta pridobitev pomembna? No, pobuda je prišla strani varuha človekovih pravic. Mi smo seveda to z veseljem sprejeli in ob tej priložnosti sva se z varuhom tudi srečala, spoznala. Mislim, da v pravem trenutku, kajti težave, ki so jih povzročile poplave, neurja, plazovi, so zagotovo tudi težave, ki lahko delno sodijo tudi v domeno ali pa v delovno področje varuha človekovih pravic, tako da smo tudi te težave predstavil. Z veseljem smo sprejeli torej to pobudo. Imamo sedaj v občini njegov kotiček in nekako tudi skozi ta stik navezali poznanstvo oziroma nekako se dogovorili za aktivnosti, ki bi želeli, da jih peljemo skupaj oziroma da imamo tudi pri varuhu človekovih pravic odprta vrata. Od danes pa je vašim občanom na voljo tudi brezplačno pravno svetovanje. Na kakšen način bo potekalo in zakaj ste se odločili tudi za to? Brezplačno pravno svetovanje v občini Šmartno ob Paki pred leti že bilo na voljo občankam in občanom, potem nekako ni bilo interesa oziroma pač je bila odločitev, da pač tega ne bomo več imeli. V tem vmesnem času, če je prišlo do kakšne težave oziroma primera, smo pač občane napotili na to vrstno storitev v mestno občino Velenje in seveda tudi za to odvetnici plačali potrebne stroške. No, v zadnjem obdobju se je teh primerov nekoliko več, verjetno tudi posledica ali morda covida ali pa sedaj tudi poplav oziroma neurij in pravzaprav nekako smo skupaj prišli do zaključka, da bi bilo dobro, da ponovno dvakrat na mesec, mislim, da po 2 uri tudi v naših prostorih deluje odvetnica in pač nudi to brezplačno pravno pomoč našim občankam in občanom. Bomo videli, koliko bo tega interesa, kako se bo to prijelo. Vsekakor to sedaj začenjamo, da zimski čas bo primeren za to in potem bomo videli, kako bodo spomladi, kakšen bo odziv. Zdaj pa se dotakniva dogodkov v sklopu občinskega praznika. Torej 11. novembra občina Šmartno ob Paki praznuje svoj praznik. Zavetnik je ravno Sveti Martin. Zakaj? Ja, to je bila odločitev prvega občinskega sveta, mislim, da tam leta 95-96, mislim, da smo 96 prvič praznovali občinski praznik na Martinovo in pač torej Cerkev Šmartno ob Paki, Cerkev svetega Martina, mislim, da je to nekako povezano. V Šmartno so se že dogajale takrat martinovanja, sejmi, določene zadeve in pač odločitev je bila, da je ta datum primeren za praznovanje občinskega praznika. Nismo edina občina v Sloveniji, ki ima ta dan kot občinski praznik. Nekako eno z drugim se je razvijalo tudi vinogradništvo. Zelo močno imate društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki. Tako je. Tudi verjetno vinogradniki so bili eni od pobudnikov ali pa mogoče eden tistih tudi kamenčkov, mozaikov ali pa jeziček na tehnici, ki je potem prevagal na to stran, da je Martinovo naš občinski praznik. Vemo, da so naši vinogradniki zelo kvalitetni, da pridelujejo dobro kapljico, da imajo kvaliteto, da so zagnani, da se znajo med sabo povezovati, da sodelujejo in tudi to je razlog, da pač Šmartno ob Paki praznuje svoj občinski praznik 11. novembra. Pridelujete pa tudi protokolarno vino Šmarška Kavčina in imate kar 2 potomki najstarejši še trte z Lenta, torej na 2 lokacijah. Ja, torej občinsko trto imamo zasajeno pred knjižnico. Leta 2015 smo od mestne občine Maribor pridobili to potomko in
Ta zelo dobro uspeva, potem pa so vinogradniki zasadili tudi svojo potomko v Martinovi vasi, ob tem pa imajo kar številni vinogradniki tudi doma, pri svojih domovih ali pa v vinogradu zasajene te potomke, tako da ves ta pridelek z vseh teh trt nekako potem ob naši trgatvi se združi in iz tega potem nastane protokolarno vino, napolnimo približno 120 ličnih stekleničkih, pač potem podarimo pomembnim gostom, ki obiščejo našo občino oziroma ko se mi odpravimo kam, tudi to, bom rekel, zelo primerno priložnostno darilo. Veliko dogodkov v sklopu občinskega praznika se je že odvilo, nekateri se bodo še, pa jih morda nekaj omenite? Ja, bom rekel, glavnina je za nami, prav za to slavnostno sejo občinskega sveta in podelitvijo priznanj se je nekako zaključilo praznovanje občinskega praznika, vendar vemo, da se to potem v novembru nadaljuje. 3 vikende kleti odprtih vrat pri naših vinogradnikih, tudi letos bo tako. Mislim, da še bo tudi pohod konjenice, pa pod šolskimi koši se bojo srečali košarkarji, tako da nekaj aktivnosti zagotovo še bo. Seveda pa s tem potem že prehajamo v drugi vesel čas, to pa je adventni oziroma prednovoletni čas, kjer pa seveda je tudi polno dogodkov, tako kot ste prej omenili, sedaj je noč daljša od dneva in primerno tudi za malo več zabave, malo več sproščenosti. In letos ste pripravili že tradicionalno martinovanje, v soboto je bilo v Martinovi vasi pod šotorom, bilo je zelo lepo obiskano, kot vidimo tudi na posnetkih. Pa povejte, kako ste ga pa vi doživljali, kako ste zadovoljni z obiskom in številnimi stojnicami in tudi vaškimi zaselki, ki so se predstavili? No, lahko rečem, da sem z obiskom oziroma z dogajanjem zadovoljen, da pa je potem morda na tej družabnem delu zvečer, ko je bilo pa zares kar hladno, pa bil obisk nekoliko manjši, da je bilo nekaj manj ljudi, kot smo pričakovali, tako da naša društva niso bila najbolj zadovoljna. Zagotovo pa dogajanje, ki sodi v Martinovo vas, ki se ga veselimo vsako leto, tukaj tisto pa mislim, da je bilo zelo uspešno, pa če govorim o slikarski koloniji ali pa pohodu po Martinovi poti, pa o otroškem martinovanju, prikazu starih ljudskih običajev, ki jih pripravijo vaške skupnosti na vozovih, kar 6 se jih je letos odzvalo in sem zelo vesel in se jim zahvaljujem, da so prispevali ta svoj delež, pomemben delež k tej prireditvi, pa potem seveda Martinov krst in pa razglasitev kretarja leta, degustacija vin, torej dogajanje je bilo dovolj, obiska tudi mislim, da smo lahko zadovoljni in da bo tudi tisto, kar pač letos ni bilo, pa drugo leto boljše. Najkletar je že 6. leto postal Jože Kugler tudi letos in se tega priznanja vseeno izjemno razveselil. No, tista glavna prireditev pa je bila slovesnost, ki ste jo priredili v ponedeljek 11. novembra v Kulturnem domu. Podelili ste tudi priznanja najbolj zaslužnim. Morda nekaj besed o nagrajencih? Ja, na slavnosti seje vsako leto podelimo občinska priznanja in nagrade. Na eni strani županova priznanja, na drugi strani pač plaketi in grb občine. To gre skozi proceduro, skozi občinski svet. Vesel sem, da so ponovno bili z nami mladi, da imamo ponovno 2 zlati maturantki, da so mladi gledališčniki ali otroška skupina otroška gledališka skupina Kulturnega društva Gorenje s svojo predstavo Srote tudi na državnem nivoju osvojili najvišje priznanje, zato tudi županovo priznanje mladim njim. Ivan Mrzlak, bom rekel, županovo priznanje zasluženo, en človek pravi domoljub, pošten, skromen, aktiven na številnih področjih in tako, da sem izjemno vesel, da je mu tudi zdravstveno stanje dopuščalo, da je prejel to priznanje.
Potem pa seveda plaketi občine Šmartno ob Paki, Nevenki Hofer, bivši ravnateljici, tudi aktivno še na mnogih drugih področjih, in pa kulturnemu delavcu Dragu Tamšetu, tudi že vrsto let kot gonilna sila kulturnega društva Gorenje. Grb občine je šel letos v roke Francu Podgoršku, vsestransko aktivnemu, Šmarčanu, zavednemu, bom rekel, predanemu na vseh področjih delovanja. Oziroma na svečani seji smo pozabili povedati, da je bil tudi občinski svetnik v prvem občinskem svetu, sicer pa športnik, planinec, vinogradnik in še mnogo stvari zraven, ki jih je predano, vedno prostovoljno, dobrovoljno upravljal v Šmartnem že vrsto let in tudi, bom rekel, v teh zrelih letih še vedno aktiven in vedno pripravljen priskočiti na pomoč oziroma dati kak nasvet. No, letos pa žal na prireditvi ni bilo tistega, ki je bil pa lani nagrajen in je velikokrat tudi vodil razne prireditve, to pa je gledališčnik, humorist in voditelj Jože Kranj, zagotovo pa smo ga imeli vsi v spominu, žal pokojni. Ja, res je, Jožeta zagotovo vsi pogrešamo, pomemben člen v delovanju naše lokalne skupnosti, predvsem na tem kulturnem področju, vedno bil pripravljen pomagati, tudi pravzaprav, ko je spomladi umrl, imel odprtih kar nekaj projektov, tako da so pravzaprav ga vsi zelo pogrešamo. Žal pač usoda, življenje je takšno in moramo pač brez njega naprej. Ne vem, no, pač kaj naj rečem, skratka, Jože je bil zagotovo velik Šmarčan, poklon, hvaležen spomin na njega, verjetno smo se ga na svečani seji občinskega sveta tudi v srcu spomnili na njega. In tako kot on lani so tudi letošnji vsi nagrajenci rekli, da jim izjemno veliko pomeni to, da so prejeli priznanje domače občine. Ste pa na letošnji slovesnosti dali velik poudarek mladim. Mlada sta bila voditelja, mladi so tudi nastopili in ko smo že pri mladih, v občini Šmartno ob Paki deluje tudi zelo aktiven mladinski center. Ja, res je. Mladinski center v Šmartni ob Paki že skoraj 30 let oziroma malo manj. Ja, deluje, seveda vrsto aktivnosti se tam dogaja, ne samo za mlade, deluje kot medgeneracijski center, kot nekako tudi turistična informacijska točka, vrsto lasovih projektov v okviru mladinskega centra izvajamo, zagotovo aktiven, porabimo ga tudi pri pripravah občinskih prireditev in raznih dogodkov, tako da vsestransko uporaben javni zavod, ki ga pravzaprav smo se Šmarčani na njega navadili, je pa seveda to malo posebnost, verjetno v slovenskem merilu, tako majhna občina, pa javni zavod, svoj javni zavod, mladinski center, zagotovo pa v teh letih bi verjetno bil tudi potreben kakšne prenove, nove vsebine oziroma določene stvari, ki pač nažalost niso tako dobro izpadle, kot je bilo zamišljeno, ali pa so se časi toliko spremenili, da bi bilo verjetno potrebna kakšna prenova. Je bila stavba, kjer domuje mladinski center, pa nedavno energetsko sanirana, ker je bil tudi zelo velik projekt. Ja, res je, že skupaj z vrtcem, z energetsko sanacijo vrtca smo pred leti prijavili tudi energetsko sanacijo hiše mladih, mladinskega centra in koncem lanskega leta to tudi izvedli, tako da je sedaj tudi ta stavba energetsko sanirana v zadovoljstvo vseh uporabnikov, tako da res sredstva, ki so bila kar znatna sredstva za to namenjena, ampak na drugi strani pridobljeno tudi 40% upravičenih stroškov te sanacije pa strani države, tako da vendarle projekt se sicer ne bi izvedel, če ne bi bili, bom rekel, podprti strani države. Od mladih pa k starejšim, Društvo upokojencev Šmartno ob Paki pa praznuje kar pol stoletja, ima zelo veliko članov in je s tem zelo pomemben del lokalne skupnosti.
Ja, vemo, da se generacija stara nasplošno v Sloveniji, verjetno tudi v svetu, in tako je tudi v Šmartnem ob Paki. Torej upokojenci, starejši so pomemben del lokalne skupnosti, ne samo kot društvo upokojencev, ki je letos slavilo 50-letnico delovanja, ampak nasplošno starejša populacija, starejša generacija, ki jaz mislim, da ji v lokalni skupnosti posvečamo potrebno pozornost, nekaj preko društva upokojencev, nekaj pa tudi sicer preko ostalih služb in ne nazadnje tudi pred leti smo skozi LASOV projekt kupili električno vozilo, ki je namenjeno prav za potrebe prevoza starejših in to delo prostovoljno plemenito upravljajo tudi upokojenci, torej svoje nekako svojo generacijo, tistih, ki pač svojih prevozov nimajo, prevažajo bodisi do zdravnika, bodisi do potrebnih nujnih zadev, ki jih morajo opraviti izven svojega doma in pač svojega prevoza žal nimajo. Gospod župan, ampak ta prave gostilne pa občina Šmartno ob Paki pa še vedno nima. Ja, tukaj sedaj se moram res mogoče nekako posuti s pepelom, ampak vendarle imamo nekaj lokalov, ne nazadnje gostilna Malus v Šmartnem še vedno deluje. Je pa res, da seveda je ta ponudba, nasplošno govorim o gostinski ponudbi, šibka, bi si želeli imeti boljšo, ne vem, očitno nismo dovolj privlačni, ampak vendarle potrebe so, kajti, kolikor mi je znano, cateringi in določene zadeve pa vendarle kar dobro potekajo ob raznih priložnostih in verjamem, da gostinec, ki bi našel to priložnost tudi v Šmartnem ob Paki, bi zagotovo uspešno deloval in pomenil seveda tudi dodatno ponudbo za kraj. Tega si želimo, smo odprti za to in verjamem, da se bo v nekem doglednem času tudi to našlo in tudi to zgodilo v Šmartnem ob Paki. Pa še pogled v veseli december, ko tudi v Šmartnem ob Paki pripravljate kar nekaj dogodkov, a jih lahko kaj napoveste? Kot sem že dejal, ja, adventni čas se bo pričel že, mislim, da koncem novembra, se pravi s prižigom prve sveče na adventnem vencu. To pripravi turistično društvo v sodelovanju z eno izmed vaških skupnosti, ki nekako gredo po abecedi, si sledijo. Bo začetek nekako tega, potem šola bo zagotovo pripravila Miklavžev sejem kot vsako leto, pa potem tudi božično druženje z vinogradniki oziroma s temi društvi, ki delujejo v Martinovi vasi okrog 20. decembra. Pa potem konjerejci pripravljajo blagoslov konj na Štefanovo. Mladinski center bo pripravil ponovno novoletni stand-up. Potem pa smo že 1. januarja 2025, ko bomo ponovno skupaj z Mladinskim centrom, občina pa še kdo pripravili, se pravi pozdrav novemu letu 1. januarja 2025 ob 12. Po vsej verjetnosti tudi letos v Martinovi vasi. Česa si najbolj želite v prihodnjem letu? Ja, lepega vremena. Če začnemo tam, mislim, če je to prva želja, ki si jo nekako mi sedaj prišla na misel, glede na to, da smo začeli s temi poplavami, neurji in sigurno še bo to tudi zaznamovalo prihodnje obdobje. Torej sem nekako izstrelil sedaj lepega vremena, seveda so tudi druge želje, predvsem to, da bi te vrednote, ki nekako na podeželju živijo, ki nas zaznamujejo, da bi se še bolj ukrepile, da ne samo v času, ko smo v stiski, da si pomagamo, da sodelujemo, da smo solidarni in tako naprej, da smo dobri sosedje, da bi to bilo vsak dan, da bi se razumeli. Veliko imamo lepega, dobro nam je, praktično nam nič ne manjka in če smo še malo dobri, znamo to srečo razdeliti, če smo zadovoljni s tistim, kar imamo, mislim, da je to tisto, kar lahko krepi
našo skupnost in prispeva k dobremu počutju v Šmartnem ob Paki. To si želim, sem skromen, kar se tega tiče in verjamem, da bomo skupnimi močmi tudi to nekako zmogli, da bo čim manj tistega vandalizma, pa slabe volje, pa jeze, pa nagajanja, pa tako naprej. Gospod župan, hvala, da ste se vzeli čas za pogovor in še enkrat seveda čestitke vsem Šmarčankam in Šmarčanom ob občinskem prazniku. Ja, hvala lepa tudi vam. In vam, spoštovane gledalke in dragi gledalci, hvala za vašo družbo in nasvidenje.